In lahko, hvala. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot davčna svetovalka pri Obrtni zbornici Slovenije sem bila zadolžena za pripravo pripomb na zakon o davku na nepremičnine in tudi za izdelavo študije učinkov tega davka. Že takrat smo predvideli na podlagi te študije, ki je temeljila na 108 primerih, da bo davek od 2 do 8-krat višji, kot sta znašala prispevek za stavbna zemljišča in pa davek na premoženje, ki sta bili obveznosti, ki sta veljali do konca leta 2013. Sedaj na podlagi ocen, in sicer tistih obrtnikov in pa podjetnikov, ki so že prejeli informativne izračune davka, so se žal te ocene izkazale praktično za potrjene, za resnične. In to kljub temu, da se je zgodila konec leta indeksacija, torej zmanjšanje posplošene tržne vrednosti, vendar žal samo na tistih področjih, kjer promet z nepremičninami je, tam, kjer pa prometa z nepremičninami ni bilo, tam pa je seveda posplošena tržna vrednost ostala nespremenjena. Ugotavljamo tudi, in tudi v pripombah smo to napisali, da je seveda posplošena tržna vrednost tista vrednost, ki se dosega v povprečju na trgu in seveda vključuje tudi nek dosežen dobiček. Pri nepremičninah, ki niso predmet prodaje, ker se v njih upravlja dejavnost, ta dobiček seveda ni dosežen, je fiktivni. In seveda ta fiktivni dobiček oziroma ta fiktivna vrednost je obdavčena s 0,75% stopnjo davka, kar je enako luksuznim nepremičninam in kar je enaka stopnja, kot je predpisana za nelegalno zgrajene stanovanjske nepremičnine. Kar je seveda nedopustno. Iz vseh teh ugotovitev izhaja, da bi morala biti posplošena tržna vrednost tudi pri poslovnih prostorih, pa tudi seveda pri kmetijskih objektih in zemljiščih nižja za dosežen povprečen dobiček pri prodaji teh nepremičnin, zato da bi se obdavčevala zgolj neka lastna cena, ne pa posplošena tržna vrednost, nepremičnin, ki niso predmet prodaje. Na drugi strani je nedopustna stopnja 0,75%. Ta stopnja bi lahko znašala največ med 0,40 do 0,50%. To bi bila pravična stopnja glede na obdavčitev luksuznih nepremičnin in pa glede na obdavčitev tudi nelegalnih stanovanj. Pa tudi to bi bila stopnja in pa osnova, ki bi še omogočala preživetje poslovnim subjektom, ki danes še niso seveda pod vodo, teh pa tudi ni več veliko. V nasprotnem primeru, ob 100% osnovi, ki jo predstavlja posplošena tržna vrednost in ob 0,75% stopni, pa je seveda ogroženo preživetje predvsem malih poslovnih subjektov, pa tudi velikih, imamo primere tudi hotelskih velik in tako naprej, ki bodo tudi težko prenesle ta davek. Tako da bi vlada dejansko morala razmišljati o prenovi oziroma o spremembi tega zakona in o sprejetju določb, ki bodo do te mere razumne, da bodo omogočale preživetje tudi malim poslovnim subjektom. Kajti, če zamorimo oziroma ne omogočimo, ne stimuliramo malih poslovnih subjektov, iz njih nikoli ne bodo zrasli veliki. Država pa ima od velikih, tudi od večjih, živečih, pa seveda tudi od malih, ki preživijo davek. Od subjektov, ki se zaprejo, ki grejo v stečaje, ki grejo v tujino, na tuje trge, ki preselijo svoje dejavnosti, ven nima nič. In tega se mora začeti zavedati. In moramo se začeti spraševati, zakaj je v Sloveniji tako težka kriza, ki nikakor ne mine, ampak se poglablja. Medtem ko v drugih državah, naprimer Romunija, ima eno najvišjih gospodarskih rasti v Evropi in bi veljalo te spodbudne, dobre prakse prenesti tudi v naš slovenski prostor. Najlepša hvala.